Dober dan, spoštovane gospe in gospodje. Danes sem predsedniku Državnega zbora, gospodu Dejanu Židanu, poslal pismo, v katerem mu predlagam, da Državni zbor izvoli Janeza Janšo za novega predsednika vlade. V skladu s 111. členom Ustave sem bil opravil posvetovanja z vodji poslanskih skupin. Ugotovil sem, da kandidat uživa večinsko podporo in da smemo na osnovi tega pričakovati njegovo izvolitev za predsednika vlade. Prav tako se zdi utemeljeno pričakovati, da bo potem v marcu izvoljena tudi nova slovenska vlada. Kot predsednik republike izražam zadovoljstvo, da bo v tem smislu obdobje politične negotovosti po odstopu sedanjega premierja relativno kratko. To je za Slovenijo pomembno tako z vidika politične stabilnosti, kot z vidika nujnosti, da vlada opravlja svoje delo s polnimi pooblastili. Prav tako je važno, da lahko poleg rednih ukrepov uveljavlja zahtevne strukturne spremembe. V njenem mandatu jo čaka tudi predsedovanje Svetu Evropske unije. Gospe in gospodje, v času, ko opravljam naloge predsednika države, je zdaj četrtič, ko prihaja do zamenjave vlade. Na nek način smo lahko zadovoljni, da je vsakič prišlo do menjave oblasti brez problemov, po demokratični poti. V dveh primerih je šlo za odločitev za predčasne volitve. V dveh pa je za izvolitev nove vlade znotraj iste sestave Državnega zbora. Tudi to sme utemeljeno krepiti zaupanje v demokracijo, ustanove politične države in demokratično politično kulturo. Tudi tokrat, kot vselej, nove vlade kot predsednik republike ne bom ne podpiral, ne zaviral, temveč bom z njo sodeloval. Želim si, da bi bilo to sodelovanje tvorno, v korist naše države in vseh njenih ljudi. Gospe in gospodje, preden povabim k besedi kandidata za novega predsednika vlade, bi dodatno želel nasloviti 3 pozive. Prvi poziv. Glede nujnosti dialoga in sodelovanja brez slehernega izključevanja. To moje načelno stališče je vam in splošni javnosti dobro znano. Zdaj ga ob tej priložnosti še enkrat podčrtujem. Pomembno je sodelovanje med političnimi institucijami, sodelovanje vseh 4 predsednikov, sodelovanje med opozicijo in koalicijo, sodelovanje s civilno družbo. Skratka, odprt politični dialog in sodelovanje v korist nas vseh. V primeru nepremostljivih razlik in nasproti si moramo prizadevati za to, da se te razlike in nasprotja ne bi poglobila v izključevanja ali celo v kakšno politično ali družbeno razklanost. Drugi poziv. Od vseh nas, tudi od novega predsednika vlade in njegove ministrske ekipe, pričakujem, da se bomo vzdržali izjav ali ravnanj, ki bi bile žaljive ali celo sovražne. Ni problem, če mislimo različno. Problem je, če različnost izražamo tako, da kratimo dostojanstvo drugega. Od vseh nas pričakujem, da bomo temu pozivu iskreno sledili in ga upoštevali. In slednjič 3. poziv. Živimo v času globokih in globalnih tehnoloških in družbenih sprememb. Zdi se, da se vse spreminja, vendar pa je po moje nekaj stvari, ki imajo trajno vrednost. To so demokracija, človekove pravice,
vladavina prava in neodvisnost sodstva, neodvisnost medijev in spoštovanje človekovega dostojanstva. Tudi v tem smislu pozivam vse nas in ob tej priložnosti novega bodočega predsednika vlade in njegovo ministrsko ekipo, da svojim delom in ravnanjem okrepimo zaupanje v naš ustavni sistem in ovržemo sleherne strahove glede naših morebitnih pristranosti ali celo sovražnosti. Ne nazadnje, živimo v času, ko je doma in v svetu več negotovosti in več nepredvidljivosti. Lažje se bomo svetu prilagajali ali ga spreminjali, če bo med nami vladala neka splošna atmosfera zaupanja. Glede tega smo poklicani vsi, jaz kot predsednik republike, predsednik vlade, njegova ministrska ekipa, državni zbor, vsi, državna oblast, tako izvršna kot zakonodajna. Ocenjujem, da živimo v nekem posebnem zgodovinskem trenutku, v domačem in v globalnem smislu, ko je z vidika politične oblasti posebej pomembno, da poleg zakonodajnega in izvršnega ukrepanja ohranja, neguje in razvija vključujoče in splošno pozitivno razpoloženje med ljudmi. Morda je to v teh trenutkih še celo bolj pomembno od kakšnega posamičnega ukrepa vlade ali državnega zbora. Od te sposobnosti za ustvarjanje takega družbenega razpoloženja je naš narodni in državni napredek v tem času, kot sem rekel, morda bolj odvisen, kakor od kakšnih posamičnih ravnanj. Na koncu, preden dam besedo novemu predsedniku vlade, njegovi ekipi, iskreno želim uspešnega dela, rezultatov v splošno korist in tudi seveda osebnega zadoščenja za opravljanje težkega dela. Zdaj pa ga prosim, da vas nagovori. Hvala lepa za zaupanje, spoštovani gospod predsednik. Lep pozdrav vsem skupaj. Hvala tudi za ta optimizem, čeprav je za nami šele prva tretjina in preden bomo imeli v Sloveniji operativno vlado, nas čakata še 2 glasovanji v državnem zboru. Slovenska demokratska stranka kot zmagovalka zadnjih volitev v državni zbor je potem, ko je aktualni predsednik vlade nenadoma odstopil, povabila k pogovorom vse parlamentarne stranke. Izkazalo se je, da so na pogovore pripravljene stranke, ki skupaj dosegajo potrebno večino v državnem zboru. In po tej prvi ugotovitvi smo začeli pogovarjati o tem, ali je med prioritetami 4 potencialnih koalicijskih partneric dovolj usklajenosti glede ključnih izzivov, ki so v tem trenutku pred državo. V nasprotju z začetnim pesimizmom se je izkazalo, da bi kdorkoli pošiljal kakršnekoli predloge ali osnutke koalicijske pogodbe drugim, da je po prioritetah, ki so bile suvereno poslane strani potencialnih koalicijskih partneric, večina tega, kar si vsi predstavljamo kot ključni izziv pred to državo, zelo identična. In šele po tem koraku smo pristopili k resnim pogajanjem. Na srečo tokrat ni bilo raznih motenj v tem ciklu, ki je bil praktično dolg 3 tedne, kjer se je izkazalo, da je v primerih, ko so stranke suverene, ko imajo pred sabo skupno dobro in interes države, za sabo pa seveda interese in vrednote članstva, ki ga politične stranke predstavljajo, da je v takšnem ozračju in v takšnih pogojih dialog možen in da je možno zelo realno
sklepanje kompromisov. Zdaj, Slovenija je obsojena glede na proporcionalni volilni sistem, ki ga imamo, na koalicijske vlade. Koalicijske vlade so lahko uspešne, če koalicijski partnerji v koalicijska razmerja stopajo iskreno, če so suvereni in če so sposobni dosegati kompromise. V Sloveniji se je to doslej velikokrat izkazalo kot možno, nekajkrat pa tudi kot nemožno, tako da se tukaj strinjam z predsednikom države, da smo zdaj naredili en korak naprej, bom rekel, ali pa nazaj, kakor hočete, k večji normalnosti. V teh koalicijskih pogajanjih smo se zavedali, da pred nami ni celega mandata, da je praktično polovični mandat, da poleg znanih težav vsako vlado čakajo tudi neznani problemi in izzivi, ki jih ni možno naprej predvideti. In zaradi tega mnogih stvari, ki bi si jih tako moja stranka kot tudi druge podpisnice koalicijske pogodbe želeli, v tej koalicijski pogodbi ni, ker se zavedamo, da v polovičnem mandatu mnogih stvari ni možno doseči in ker smo soglasni, da se je potrebno osredotočiti na ključne probleme, ki tarejo državljanke in državljane te države. Da je na prvem mestu stanje v slovenskem zdravstvenem sistemu, ker smo dorekli mnoge korake, ki jih je potrebno narediti. Potem so tukaj izzivi povezani z varstvom okolja, s problemi, ki tarejo predvsem starejšo generacijo, in temu delu je tukaj koncentriranih daleč največ, bom rekel, strateških izzivov za Slovenijo, ki je pač tudi socialna država. In veliko teh prioritet je pač posvečeno reševanju problemov generacije, ki je najbolj izpostavljena. Tukaj se zavedamo, da vseh krivic iz preteklosti ni možno popraviti, še posebej ne v polovičnem mandatu, je pa potrebno narediti nekatere korake in k tem korakom smo se zavezali v tej koalicijski pogodbi. Zdaj, če ste prebrali tisto, kar smo po podpisu koalicijske pogodbe včeraj tudi poslali kot ključne poudarke te pogodbe v javnost, potem veste, da sta v ospredju tudi decentralizacija in debirokratizacija. To sta dve skupini problemov, ki zavirata, ki dušita razvoj v Sloveniji, ki jih ni možno odpraviti s čarobno paličico. Potreben je sistemski nabor ukrepov, veliko teh ukrepov je predvidenih v koalicijski pogodbi. O mnogih smo se pogovarjali in dogovarjali, tako da poznamo tudi poti do nekaterih rešitev. Še enkrat poudarjam, da je pogodba, ki je bila včeraj podpisana, pogodba 4 suverenih strank, 4 koalicijskih partnerjev, ki so različni, ki smo različni. Vsak ima svoj program, določene drugačne prioritete od teh, ki so skupne in ki so zapisane v koalicijsko pogodbo. Dosežen je bil dogovor, da tiste stvari, ki niso v koalicijski pogodbi in jih bo pač potrebno reševati, rešujemo z konsenzom in z soglasjem, še več. Bilo je doseženo splošno strinjanje, da je pot, ki smo jo ubirali tudi v mandatu 2004-2008, ko smo k sodelovanju pri sistemskih spremembah povabili tudi opozicijo. Takrat je bila stranka, ki je gospod Pahor vodil v opoziciji, in z partnerstvom za razvoj ali po okviru partnerstva za razvoj, v katerem je sodelovala njegova stranka in še ena stranka iz opozicije, smo takrat uskladili 53 sistemskih zakonov, ki so bili praktično sprejeti soglasno, med njimi tudi vsi zakoni, recimo z davčnega področja. Se pravi, naš namen je, da tudi pri sistemskih rešitvah, ki jih bo koalicija predlagala, če bo vlada potrjena v tem preostanku mandata, povabimo k sodelovanju tako opozicijo kot tudi oba predstavnika obeh narodnosti, še posebej pri tistih točkah, kjer se bodo rešitve dotikale
položaja pač obeh manjšin oziroma italijanske in madžarske narodnosti. Opravil sem tudi pogovor z obema. V izhodišču sem dejal, da od predstavnikov obeh narodnosti, ki imata specifičen položaj, tudi glede na način izvolitve, ne pričakujemo, da boste jeziček na tehtnici, bodisi pri imenovanju vlade, bodisi kasneje pri političnih odločitvah. Bomo veseli podpore, kadar bo tako ali tako dosežena večina, tako da njiju ne štejemo v potrebno večinsko podporo. Dogovorili smo se tudi, da tako kot je bilo to običajno v naših mandatih, z njima podpišemo poseben sporazum, kjer bomo definirali stvari, ki jih je potrebno rešiti iz sfere zagotavljanja normalnih pogojev za razvoj obeh narodnih skupnosti. Toliko na kratko o tem. Pred nami sta še 2/3, bo še veliko priložnosti za kakšne dodatne komentarje. Zaenkrat pa izkoriščam to priložnost tudi za zahvalo še enkrat predsedniku Republike za zaupanje, pa tudi predsednici in predsednikoma strank, s katerimi smo včeraj podpisali koalicijo, da se je pač imelo pred očmi interese državljank in državljanov, skupno blaginjo v tej državi pred vsem tem, kar je sicer dominiralo v medijskem prostoru. Hvala tudi tistim med vami, ki ste vedeli, da se praktično sestajamo vsak dan, pa niste predstavljali motnjo v teh pogajanjih, ker, kot veste, da še nobena koalicija, ki je nastala preko kamer, doslej ni dobro končala. Hvala lepa. Prav. S kandidatom za predsednika vlade bova sprejela nekaj vprašanj. Povsem dobro razumem vašo radovednost za neskončno veliko vprašanj povezanih z oblikovanjem vlade, tako v programskem kot v kadrovskem smislu. Nekaj teh vprašanj bova vzela. Prav vse verjetno pa danes ne, ker bo predsednik lahko tudi na drugih priložnostih odgovarjal. Skušali pa bomo odgovoriti na čim več vprašanj. Začnimo. Suzana Kos-Delov, jaz bi vas prosila, če lahko odgovorite na 2 vprašanje. Iz koalicijske pogodbe je razvidno, oziroma ali je prava ocena, da bo eden od vaših prvih ukrepov poleg standardnih kadrovskih vojaške in Sova rebalans proračuna. Če bo to eden prvih ukrepov. In drugo, ali drži, da razmišljate o prestavljanju posameznih področij med ministrstvi, konkretno me zanima, če boste res energetiko prestavili na Ministrstvo za okolje in prostor, da bo v bistvu pod vašo stranko. Hvala. Ne vem, kje ste Sovo dobili, če imate kakšnega kandidata na delu, ga iščemo. To zagotovo ni prva prioriteta. Kar se tiče reorganizacije, v prvi fazi ne bo nobenih reorganizacij, ker ni časa. Kot sem prej dejal, je pred nami polovični mandat in vedno, ko gre za neke reorganizacije, izgubiš nekaj časa z njimi, tako da to je smiselno delati na začetku polnega mandata. Mogoče se bo vmes kaj pokazalo, ampak zagotovo se tega ne bomo lotevali na začetku. Se pravi, ni predvideno, da bi kakorkoli predlagali spremembo zakona o vladi. V tej prvi fazi tega tudi ni v koalicijski pogodbi. Kar se rebalansa proračuna tiče, bi bil potreben v vsakem primeru, ne glede na to, ali bi bila nova vlada ali bi stara sestava nadaljevala delo zaradi vsem očitnih okoliščin, tako da rebalans bo seveda. Prosim. Miha Orešnik, Kanala. Gospod Janša, ali je zdaj že jasno, ali že imate podpise pod kandidaturo, koliko jih imate, koliko glasov bo imela ta koalicija v državnem zboru, glede na to, da je en poslanec SMC že izrazil svoje nasprotovanje, in pa zakaj v zadnji različici koalicijske pogodbe, ki ste jo podpisali včeraj zvečer, ni več ene točke, ki ste jo izpostavljali kot zelo pomembno, celo rekli ste, da je vaša edina ideologija ustava, torej uresničitev ustavne odločbe glede financiranja zasebnega šolstva. Hvala.
Zdaj velja koalicijska pogodba, ki je bila podpisana. Ne. Pred tem tekstom je bilo verjetno kakšnih 12-13 osnutkov, kjer najdete vse mogoče. Mnoge stvari, ki potem niso prišle v končni zbor zaradi tega, ker so se predlogi koalicijskih partneric ali podvajali, ali pa se je pač ugotovilo, da so stvari samoumevne in nima smisla to pisati v koalicijsko pogodbo. Tako da, če boste podrobneje brali in boste iskali, česa ni v tej koalicijski pogodbi, ogromno stvari ni. Zato apeliram na vse, naj jo ne berejo v tem smislu, kaj ni omenjeno, ker to ne pomeni, da vlada nečesa ne bo delala. So stvari, ki so samoumevne, ki jih vlada dela. Vsaka vlada dela, ker je pač to rutina. Prosim? Malo bolj na glas, prosim. Če že imate podpise in koliko glasov bo imela ta koalicija v državnem zboru? Pač eden od elementov te koalicijske pogodbe so tudi podpisi podpore poslancev iz koalicijskih strank in teh je dovolj za večinsko vlado. Šteli bodo pa seveda glasovi, ki bodo dani na tajnih glasovanjih. Ne. S tem pa boste seznanjeni takrat kot jaz. Če smo vas prav razumeli, gospod Janša, je torej uresničitev ustavne odločbe za vas samoumevna ali ne? Uresničitev katerekoli ustavne odločbe je zame samoumevna. Mislim, da je samoumevna za vsakega, ki ima kakršnokoli funkcijo v državi. In še glede kadrovskega razreza je zdaj že jasno, so že zabetonirana mesta, kaj komu pripada, sprašujemo predvsem seveda tudi za predsednika državnega zbora. Zdaj, kar se tiče kadrovskih mest, ne glede na to, kaj poročate, nič ni zabetonirano, dokler ni formalnih predlogov, na podlagi katerih potem poslanke in poslanci odločajo. Prosim. Gašper Lobe, Al Jazeera. Gospod Janša, gospod Pahor gre jutri na pogovor gospodu Milanoviću. Kakšna bo vaša politika do Hrvaške? Kaj pričakujete od teh odnosov? Bilo je veliko zapletov v zadnjih letih. Kako naprej? Zdaj, ena od prioritet, ki je zapisana tudi v pogodbo, je nadaljevanje ali pa tam, kjer je malo škripalo, vzpostavljanje dobrososedskih odnosov. Tako da to je ena od prioritet. Kar se tiče Hrvaške, vemo, kje so odprta vprašanja, nimamo nobenih iluzij, da jih je možno zaprti čez noč. Je pa možno narediti nekaj korakov v pravo smer, tudi v tem polovičnem mandatu. Kot veste, v sosednji državi so imeli ravno predsedniške volitve, v letošnjem letu bodo imeli parlamentarne volitve in to mogoče ni čas, ko bi se lahko delalo velike premike, se pa včasih da tudi presenetiti. No, ampak ne napovedujemo ničesar, ne obljubljamo ničesar, mislimo, da ne glede na to, da nekatere vprašanja med sosedji niso rešena, to še ne pomeni, da na drugih področjih sosedje ne morejo dobro sodelovati. Kaj pa vi pričakujete od srečanja s hrvaškim kolegom Milanovićem? O čem menite, se boste pogovarjali tudi v luči nadaljnjih odnosov med državami? Hvala. Torej, jaz osebno, mislim, da lahko rečem to tudi v imenu države, cenimo dejstvo, da je svoj zadnji obisk v tujini opravila bivša predsednica Kolinda Grabar-Kitarović v Sloveniji. In zelo cenimo dejstvo, da se je novo izvoljeni predsednik Milanović odločil, da prvi obisk v tujini opravi v Sloveniji. Pogovarjala se bova o možnostih, da bi sicer z arbitražo oziroma z arbitražnim sodiščem določeno mejo tudi določili in označili. Pogovarjala se bova o možnostih, da bi se to zgodilo v nekem razumnem času. Tako kot je dejal kandidat za predsednika, tudi jaz ne pričakujemo tega prvega pogovora, da bi prišlo do velikih sprememb v najinih stališčih.
vendar je pomembno, da vzpostavijo zaupanje, poznava se dobro, da vzpostavijo neko zaupanje kot predsednika držav, da se zaveževa, da bo spoštovala vse, da ne bova izpustila nobene možnosti za to, da je med Slovenijo in Hrvaško dobro sosedstvo, prijateljstvo, dialog, sodelovanje. Gre tudi za najine osebne oziroma državne odgovornosti glede regionalnih iniciativ. Tako da nas čaka jutri pri delovnem kosilu na Tocu veliko odprtih vprašanj. Ne pričakujem, da bo prišlo skratka jutri po prvem srečanju do velikih premikov, vendar pa je v simbolnem smislu vse skupaj precej pomembno. Prosim, še kakšno vprašanje? Barbara Žendelo, gospod Janša, velikokrat omenjate suverenost strank. Lahko mogoče pojasnite, kaj konkretno ste mislite? V začetku pogajanj ste omenili, da ni dovolj, da se nabere dovolj glasov za izvolitev vlade, ampak je pomembno, da stranke zdržijo do konca. Zdaj ta zagotovila imate in še naslednje vprašanje. V koalicijski pogodbi ni nikakršnih časovnih omejitev, nobene časovnice. Nekatere koalicijske partnerice so k temu pritiskale, kako to, da se na koncu za to niso odločili? V koalicijski pogodbi je kar nekaj rokov. Pri vseh težkih ukrepih so roki. Tako da, in tam, kjer ni rokov, piše na prvi strani. To je koalicijska pogodba za drugo polovico mandata, ki se je začel leta 2018. Zdaj, kar se tiče suverenosti, najbrž vsi vemo, kaj beseda suverenost pomeni. Ko gre za državo, ko gre za stranko, to pomeni, da o tem, kako bo stranka ravnala, odločajo člani stranke preko demokratičnih procedur, ki jih ima vsaka stranka zapisane v svojem statutu, ne pa na podlagi medijskih pritiskov, prišepetovalcev tistih, ki niso člani stranke, ki tam nikoli ne kandidirajo in tako naprej. V Sloveniji smo videli že vse mogoče. Prosim, še kakšno vprašanje? Vprašanje glede najbolj aktualne teme, seveda tudi globalno, morda za oba, predvsem pa za vas, gospod Janša. Večkrat ste bili zdaj v zadnjem času kritičen do soočanja z globalnim, torej s koronavirusom, kako naj temu rečem, z odzivom slovenskih oblasti oziroma pripravo na ta pojav. Zanima me, kako boste oziroma kako bi se lotili tega konkretnega primera oziroma reševanja te problematike in seveda splošna ocena, kako vidite koronavirus kot morda grožnjo tudi Sloveniji. Zdaj mislim, da je morali imeti posebno tiskovno konferenco za to temo, ki bo pa zagotovo v ospredju. V naslednjih dneh, tednih, verjamem, da tudi mesecih, žal, upajmo, da ne kaj dalj. Tisto, kar jaz najbolj pogrešam in se bom omejil izključno na to stvar, je to, da Slovenija ne aktivira pravočasno strukture, ki je po mojem mnenju dobra, vsaj včasih je bila in ki je usposobljena za pripravo na morebitno eskalacijo tega problema. Mislim na slovensko civilno zaščito. Ta ima predvidene ukrepe za tovrstne primere. Verjamem, da tudi popolnjeno kadrovsko sestavo, delovanje te strukture, ki v miru ali pa v normalnih razmerah deluje kot uprava za zaščito in reševanje, se v primeru eskalacije spremeni v štabno delo, se pravi, aktivira se državni štab za civilno zaščito in tam so predvideni ukrepi, ki jih je potrebno v določenih situacijah sprejemati. Mogoče se je kaj zgodilo, ampak jaz nisem zasledil nikjer nekega obvestila, da se je to zgodilo, da je prišlo do pravočasnega aktiviranja, ker če bo zadeva eskalirala, kot je v sosednji državi, potem seveda situacija ni možno obvladati niti preko enega resorja, niti preko raznih sekretariatov, niti preko Sveta za nacionalno varnost, ampak preko strukture, ki je Slovenija desetletja gradila za takšne primere. In jaz verjamem, da je sposobna vsaj tako dobro kot v sosednji državi
saj tako uspešnega soočanja s to nevarnostjo. Prosim, še kakšno vprašanje? Ja, vprašanje za predsednika republike. Gospod Pahor, glede na to, da se je v zadnjem času veliko govorilo o teh domnevnih pritiskih na potencialne koalicijske partnerje, me zanima, ali ste bili morda tudi vi deležni kakšnih pritiskov, da ne podelite mandata Janezu Janši, in pa vprašanje za gospoda Janšo, nekaj več morda o uradu za demografijo, katere pristojnosti se bodo prenesle na ta urad, če nekaj več poveste. Najprej glede pritiskov. Vsi, ki se odločamo za pomembne politične vloge, vemo, da bomo pod pritiski. Ti so tudi legitimni. Ljudje od nas nekaj pričakujejo, naslavljajo to kot prošnjo ali kot zahtevo, dokler je to v mejah nekega primernega politično-kulturnega jezika, je to vse v redu. In so pritiski sestavni del javnega življenja, pri čemer je na nas, da se jim zoperstavimo. S čim? Z svojim jasnim vedenjem in odločnostjo, kaj in kako bomo ravnali. Po naši vesti običajno. Na koncu vseh koncev po naši vesti. Ko in če ravnamo po naši vesti in ravnamo prav, potem noben pritisk ni tak, da bi mu kakorkoli podlegel. Mi moramo živeti s temi pritiski. Sem pa rekel vsem vam in bom še enkrat izkoristil to priložnost in se obrnil nek način tudi k vsem državljankam in državljanom. Na meni kot predsedniku republike je, na predsedniku vlade in njegovi vladi je, na državnem zboru, na celotni strukturi politične oblasti je, da zlasti v teh okoliščinah doma in v mednarodni skupnosti zelo pazi na to, da ustvarja pozitivno družbeno razpoloženje. Povedal sem danes, da je po moji oceni to v teh okoliščinah morda pomembneje od kakšnega posamičnega ukrepa. Sestavni del tega pozitivnega, vključujočega družbenega razpoloženja je, da v naših dialogih ni sovraštva. Jaz mislim, da vsak, ki prevzema odgovorne funkcije, mora imeti to disciplino, da se upre skušnjavi potem, da reče nekaj, kar ni primerno. Če se to zgodi, potem je dovolj priložnosti za opravičilo. In v tem smislu bi se obrnil na vse nas. Slovenija je tudi v luči praznovanja 30. obletnice država, ki ima kaj pokazati sebi in svetu. Mi imamo številne skrbi in probleme, vendar imamo tudi kaj pokazati. Zdaj imamo tudi neko obdobje gospodarske, zdaj kmalu tudi politične stabilnosti. V socialnem smislu vlada relativni mir, vendar je veliko nemira, vidim, tudi sedaj s pričo zamenjave oblasti. Tukaj so strahovi, ki jih jaz ne morem spregledati. Morda več kot vsak drug politik v državi, vsak teden obiščem največ ljudi in se z njimi pogovarjam. To so strahovi običajnih ljudi, ki jih je mogoče odpraviti samo s takim ravnanjem, ki bo pokazalo, da se najbolj odgovorni v državi zavedamo, da mislimo tudi na njih in to tako, da ne ustvarjamo razpoloženja, ki bi jih na koncu ogrožalo njih, ampak tudi vse nas. Zato vam pravim, to je bil poziv, ki sem ga danes čutil dati ob tej priložnosti, ko predstavljam kandidata za predsednika vlade. Je še kakšno vprašanje? Počasi, prosim. Še eno je bilo. Ravno na to, kar je rekel gospod predsednik. Gospod Janša, verjetno boste morali komentirati vse te opozorila in strahove, ki se pojavljajo zdaj v javnosti pred vami, pred očitki, da ste v bistvu vi nevarnost za demokratične standarde v Sloveniji. Mislim, da se morate odzvati na to, kar se zdaj pojavlja. Hvala. No, najprej bi odgovoril na prejšnje resno vprašanje. Zdaj, kar se tiče pritiskov, kdorkoli izraža mnenja, bodisi v obliki strinjanja ali nestrinjanja, to argumentira s političnimi razlogi, kakorkoli, lahko tudi zaradi mene, brez dlake na jeziku, to je v demokraciji vse, kot je rekel predsednik države, legitimen pritisk. Me je pač prekoračena takrat, ko gre tukaj za grožnje. Jaz moram tukaj z obžalovanjem reči, da tudi včeraj, ko
ko smo po potrditvi koalicijske pogodbe na organih strank to pogodbo podpisovali, so nekateri dobivali grožnje, grobe grožnje, resne grožnje, ne samo na njih osebno, ne govorimo o podpisnikih koalicijske pogodbe, ampak tudi za njihove svojce, družine in tako naprej, in to zame ni legitimen pritisk. Prav tako ni legitimen pritisk zloraba institucij pravne države v politične namene, to je vse onkraj tega. Tako da mislim, da je v vsaki normalni demokraciji tukaj meja zelo jasno začrtana. Zdaj, kar se tiče urada za demografijo, ki bo, ko bo ustanovljen, lociran v Mariboru, tudi sicer je eno od načel doseženih ali pa eno dogovoru v zvezi z načeli dosežen v teh koalicijskih pogajanjih, da kakršnakoli nova institucija bo nastala in nekatere so pač potrebne, nekatere po mojem mnenju v perspektivi treba seveda tudi ukiniti oziroma to zmanjšati, ta ne bo locirana v Ljubljani. Zaradi znanih razlogov. V zadnjih 3 tednih ste veliko pisali o tako imenovanih državotvornih resorjih. Tukaj rečem, da so bili vojska, policija, zunanje zadeve, to so bili državotvorni resorji, ko je država nastajala. Zdaj državo že imamo skoraj 3 desetletja. V tem trenutku so najbolj državotvorni resorji tisti, ki se kakorkoli ukvarjajo z demografijo. In urad za demografijo ne bo novo ministrstvo, ampak bo to horizontalna koordinacija vseh tistih ukrepov, ki jih je treba sprejeti za to, da v Sloveniji čez 20 let, če se grobo izrazim, ne bo zmanjkalo davkoplačevalcev. Tako da to je splošno soglasje, ni to samo bila ena od zahtev Desusa, in je pol ena stranka nekaj dosegla, to je bila ena od najbolj upravičenih, eden od najbolj upravičenih predlogov, s katerim noben koalicijski partner ni imel nobenih težav. Poglejte statistiko, ali pa, saj mislim, da je objavljeno, preberite razpravo, ki je bila v tej dvorani o demografskih problemih Slovenije v organizaciji Urada predsednika Republike. Tukaj so stvari najbolj, če odmislimo dnevno politiko, vse to, kar je problem od danes do jutri ali pa iz enega proračunskega leta na drugo proračunsko leto, je to ključni strateški problem Slovenije, ki ima 8. najstarejše prebivalstvo na svetu. In se vemo, kaj to pomeni v neki perspektivi. Nekaj tednov nazaj je Financial Times objavil prilogo o demografski sliki Evrope. Niste jo prav veliko povzemali, ne spomnim se, da bi katerikoli slovenski medij kaj povzemal. No, tam je Slovenija narisana kot država z največjim dolgoročnim demografskim tveganjem v Evropski uniji, v Evropi, na celi evropski celini. Tako da najbrž ni treba še dodatno pojasnjevati potrebo po horizontalni koordinaciji vseh ukrepov, ki bodo izboljšali demografsko sliko Slovenije. Samo to ne dodam, s predsednikom so vse v okviru neformalnih pogovorov, pa tudi današnjega uradnega, pogovarjala o strateških, pomembnih, dolgoročnih zadevah, pa tudi o kakšnih kratkoročnih odločitvah. Ena od teh je, da posvet, ki sem ga nameraval organizirati v začetku tega meseca o dolgotrajni oskrbi, organiziram kmalu po tem, ko bo imenovana nova vlada in bosta lahko sodelovala tudi oba pristojna ministra, tako da bomo pomagali eden drugemu pri soočanju z tistimi najbolj težkimi strukturnimi problemi in poiskali en konsens za njihove rešitve. Prosim, še mogoče zadnje vprašanje. Ja, zadnje vprašanje, prosim. Morda samo še to, gospod Janša, kako vi razumete poziv gospoda predsednika Pahorja, da je treba bolj strpno komunicirati brez sovražnosti? Vemo, o vaši dozdajšnji komunikaciji smo bili novinarji že marsikaj, smo bili prostitutke, smo bili piškotarji, opankarji in ne vem kaj vse. Je tu glede tega pričakovati kakršnekoli spremembe, tudi glede vašega tvitanja? Hvala.
No, jaz bi lahko to komentiral na dolgo in na široko. No. Bom pa rekel tako, da kaj mislite, kaj bolj vpliva na javno mnenje? Ne? Neka lažna obtožba v mediju, ki ga gleda 400 000 ljudi, ali nek tweet, ki ga prebere nekaj tisoč ljudi. Ne? Ko bomo to merili z istimi vatli, takrat se bomo lahko resno o tem pogovarjali. No, moje stališče je, da ni potrebno ne na enem, ne na drugem mediju reči nobenih stališč, ki bi bile nestrpne. Mislim, da je to mogoče doseči. Še enkrat poudarjam, kot predsednik republike, z enako dolgimi izkušnjami kot bodoči predsednik vlade. Ocenjujem, da je ustvarjenega splošnega ozračja, ki bi preprečevalo, da bi prišlo do ene razklanosti slovenske družbe, nekaj najpomembnejšega v tem trenutku. Mi bomo posamične probleme že znali rešiti. Mi imamo tukaj eno izkušeno ekipo, ki prihaja na oblast. Zdaj gre tukaj za to, da najdemo vsak pri sebi in vsi pri vseh eno pravilno, eno primerno komuniciranje, ki nas bo delalo dostojne ljudi. Prav tukaj se bomo poslovili. Samo še to bi dodal. Glejte, to je problem, ne? Tukaj se strinjam s predsednikom države, samo ta problem ne bo rešen, če se bo reševal samo na enem koncu. Ne? Tukaj imate mediji in mislim to smrtno resno velikansko odgovornost. Ne samo politiki, tudi politiki, ampak tudi mediji. Ne? Tukaj to je del iste zgodbe. Hvala lepa. Hvala. Srečno.